zavedno bom pravi Slovenec ostal, za narod in čast naredil bom vse, ker si sem slovenske matere. Nikoli, nikdar ne bom se prodal, zavedno bom pravi Slovenec ostal, za narod in čast naredil bom vse, ker si sem slovenske matere. Na tem kraju ob kapelici mučencev, ki simbolno predstavlja vsa brezna, morišča in grobišča v roških gozdovih, bo najprej častna straža garde Slovenske vojske položila venec v imenu Republike Slovenije. Nato bodo sledili bivši predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, v imenu Nove slovenske zaveze predsednik dr. Matija Ogrin in podpredsednica dr. Helena Jaklič, v imenu Slovenske demokratske stranke predsednik in nekdanji predsednik vlade, gospod Janez Janša. S tem je slovesnost polaganja vencev zaključena in pričnemo z obhajanjem svete daritve. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Nebeški Oče,
naše rajne brate in sestre, si v krstu prerodil za novo življenje. Prosimo te, sprejmi jih k sebi in daj jim uživati slavo Božjih otrok. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Tako govori Gospod Bog tem kostem. Glejte, poslal bom duha v vas in boste oživele. Spoštovani visoki gostje, dragi bratje in sestre, zbrali smo se pri obletni sveti maši v Rogu za pobite domobrance in druge žrtve revolucionarnega nasilja, ki se na tem mestu obhaja že od leta 1990, ko je prvo spravno evharistično daritev ob več 10 tisoč vernikih daroval takratni ljubljanski nadškof metropolit Alojzij Šuštar. Lepo pozdravljam vse sorodnike, pobitih in predstavnike Nove slovenske zaveze kot organizatorja današnje slovesnosti. Pozdravljam nekdanjega predsednika republike, gospoda Boruta Pahorja, gospoda Janeza Janšo, predsednika Slovenske demokratske stranke, predsednika Nove slovenske zaveze, Matija Ugrina in vse ostale predstavnike družbeno-političnega življenja, vse duhovnike tukaj zbrane, vse vas, drage vernice in verniki, še posebej tiste, ki ste prišli oddaleč. Namen vsakoletnega srečanja je molitev za pokojne ter spravo za odpuščanje v slovenskem narodu. Na ta kraj kalvarije mnogih pobitih romamo že več kot 3 desetletja, da bi se v molitvi spominjali vseh, ki so bili leta 1945 vrnjeni z avstrijske Koroške in zverinsko umorjeni. V molitev vključujemo tudi vse žrtve vojnega in povojnega nasilja, ki počivajo na več kot 700 krajih po slovenski zemlji. Verujoči čutimo posebno skrb in dolžnost, da vztrajamo v molitvi za spravo med nami ter prosimo, da se grozote vojne ne bi nikoli več ponovile. Sprava in odpuščanje sta Božje delo, ki pa jo ni mogoče udejaniti brez človekovega sodelovanja in odpovedi zlu. Zato je potrebna odločitev, stalen napor in sodelovanje vseh. Ko sem pokojnega duhovnika Janeza Zdešarja, ki je po čudežu ušel iz Tehari in preživel, vprašal, kako to, da tako neobremenjeno in brez sovraštva govori o svoji zgodbi rešitve, mi je odvrnil. Svojim krvnikom sem odpustil. Ne bi mogel živeti sovraštvom v srcu. Bog mi je dal milost odpuščanja. Nikogar ne sovražim, s tistimi, ki so mi stregli po življenju, sem se pripravljen tudi srečati. Molitev za spravo morajo nujno spremljati dejanja ugotovitve zgodovinskih dejstev in poprave krivic. Pravičnosti ni mogoče doseči brez obsodbe zločinov in dostojnega pokopa posmrtnih ostankov izkopanih žrtev, ki imajo naravno pravico do groba in imena. Zato so odgovorne pristojne državne službe in posamezniki. Prosim jih in pozivam, da opravijo ta civilizacijska dejanja, ki izhajajo iz spoštovanja do sleherne človeške osebe, ne glede na njihovo politično prepričanje, vero ali raso. Pred kratkim je vlada ukinila nacionalni dan spomina
na žrtve komunističnega nasilja, vendar nam spomina na žrtve in krivice ni mogoče odvzeti ali ga ukiniti. Ovrednotenje preteklosti je stvar duhovne higiene. Brez spomina ne bomo mogli naprej in tudi ne bomo zdravo rasli kot narodna in državna skupnost. Čeprav katoliška cerkev kot verska skupnost v spravnem procesu ni partner državi, saj so bili verni katoličani dejavni na eni in drugi strani, ima moralna dolžnost opozoriti na nepravičnost in krivice, ki izhajajo iz oviranja in zavlačevanja ter omalovaževanja žrtev ter njihove pravice do pokopa in groba. Na to so opozarjali že moji predhodniki na tem mestu, še posebej nadškof Šuštar, ki si je za spravo močno prizadeval. Evangelij nas zavezuje k resnici in ljubezni do vseh brez izjeme. Vendar pa ljubezen do zatiralca ne pomeni soglasja z njegovimi dejanji, poudarja papež Frančišek. Odpuščati ne pomeni dopuščati zlih dejanj in maličenja človekovega dostojanstva. Odpuščanje tudi ne vsebuje pozabe, ker je odpuščanje Božje delo in zastonsko dejanje, lahko odpustimo tudi tistemu, ki se k stanju upira in za odpuščanje ni sposoben prositi, kar sem na konkretnem primeru osebno doživel prav pri omenjenem duhovniku Janezu Zdešarju. Odpustil vsem, ki mu niso odpustili in so do njega še vedno gojili sovraštvo. Pot v prihodnost je pogojena z odpovedjo maščevanju ter z iskanjem resnice in pravičnosti za vse. Sprava je osebno dejanje in je ni mogoče zapovedati z ukazom. Zanjo se treba odločiti in si vztrajno prizadevati za njeno uresničitev. Čeprav so bile krivice storjene na obeh straneh, je treba priznati, da je breme njihove krivde različno. Krivic posameznikov na eni in strukturnega nasilja oblasti na drugi strani med seboj ni mogoče primerjati. Papež Frančišek zelo jasno poudari, da nasilja državnih struktur in oblasti ne moremo primerjati z nasiljem skupin. V preteklem letu smo bili priča izkopu več kot 3200 žrtev izpod Macesnove gorice, tukaj v naši neposredni bližini. Vsem, ki so izvedli obsežna dela in vztrajali kljub neugodnim okoliščinam in oviram, izražam hvaležnost. Posmrtni ostanki žrtev nasilja čakajo na pokop. To jamo sem sam osebno še z nekaterimi drugimi obiskal 28. septembra lansko leto ob izkopavanju posmrtnih ostankov zadnjih 20 oseb. Te osebe so namreč preživele padec v jamo in so se zatekle v stranski rov, iz katerega ni bilo izhoda. Tam so umrle od lakote. Ob okostih so bili rožni venci, svetinice in križci. V roke sem vzel svetinico s podobo Trsatske Matere Božje. Arheologi so za trenutek prekinili delo. Zmolili smo Oče naš za vse pokojne in za spravo. Po mislih na mučenje in trpljenje smo bili globoko pretreseni. Besede v grlu so nam zastale. Zunaj so nas šokirale neštete posode zbranih okosti, ki jih je bilo za več kontejnerjev in tovornjakov. Sprašujem se, kako je mogoče, da človek lahko postane takšna zverina, da brez očitkov vesti ubija in se teh dejanj kasneje ne sramuje, niti jih ne obžaluje. Zakaj pri nas do danes nismo uspeli priti do skupnega dogovora, kje bodo te žrtve dostojno pokopane? Čemu se nekateri bojijo kosti pokojnih in jih je strah posmrtnih ostankov izpred 78 let? Čemu ne dopustijo, da bi se pobiti pokopali na ustrezen in dostojen kraj spomina? Kot najustreznejše mesto za to vidimo ljubljansko osrednje pokopališče na Žalah,
kjer so že pokopane druge žrtve vojn in vojaki različnih narodnosti, tudi okupatorski vojaki. Danes smo v prvem berilu zaradi moči podob in simbolov slišali enega najbolj znanih odlomkov iz preroka Ezekijela. Bog je življenje in zato lahko premaga smrt, predvsem smrt duha, sprijaznjeno z bolečino, temo, ki nastane, ko upanje odpove. Bog preroku pokaže dolino, polno pobeljenih kosti, simbol najgloblje zakorenjenega strahu v človeku, to je dokončne smrti, iz katere ni predstavljive vrnitve. Božja moč je zmožna obrniti čas in namesto raztelešanja pokazati fizično obnovo udov, vse do popolne obnove telesa in duha. Tudi mi smo se zbrali v tem trdnem upanju in neomajni veri, da umrli na tem mestu živijo v Bogu. Naj nam živimi sprosijo mir, da bi živeli med seboj v sožitju in sodelovanju. Amen. Prosimo za slovensko cerkev, da bo črpala moč za svoje poslanstvo iz krvi naših mučencev. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za zdravo pamet in podpirajmo sposobne, poštene voditelje, ki si prizadevajo za resnico in pravico, da bi zmogli narediti odločen korak za resnično spravo, naj vztrajajo in ne omagajo pod pritiski in grožnjami. Prosimo te, usliši nas. Za Boga, narod, domovino so v povojnih umorih ugasnila premnoga življenja, ki so veliko obetala in bile uničene neštete družine. Prosimo za družino, naj ne podleže potrošništvu, spoštuje Gospodov dan in se trudi živeti vrednote, za katere je izkrvavelo na tisoče mladih fantov, mož in očetov. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za Slovence po svetu in za Slovence v zamejstvu, naj ohranijo zvestobo Bogu, slovenski pesmi in besedi. Prosimo te, usliši nas. Prosimo tudi za tiste, ki so krivi umorov in krivic, ki so vzdrževali in še vzdržujejo sovraštvo, dušijo resnico in naše krike, naj dosežejo milost kesanja in obžalovanja in najdejo notranji mir v Božjem odpuščanju. Prosimo te, usliši nas. Danes ob Roških breznih še posebno prosimo za izdano in pobito domobransko vojsko in druge pomorjene, za vse nepokopane, za vse žrtve vojne in revolucije in za umrle člane Nove slovenske zaveze, naj počivajo v Božjem miru. Prosimo te, usliši nas. Molite, bratje, da Bogu bo prijeten dar. Prečisti kruh, sijajni kvin, ki ga polagam na oltar.
vami. In s svojim duhom. Kvišku srca. Imamo in pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobni se in pravično je. Prav tako je po večerji vzel kelih, ter spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojega smrto znanjamo, Gospod, in Tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš z nami. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da greš meni, ampak reci le besedo in ozdravljena moja duša. Blagor povabljeni na jagnjetovo gostijo. Dobri oče, prijeli smo nebeški sakrament, zaradi te daritve svojega Sina, izbriši grehe našim rajnim in jih pokliči v svoje kraljestvo,
da te bodo vekomaj slavili med tvojimi svetniki po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s svojim duhom. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog tolažbe, ki je človeka v nedomljivi dobroti ustvaril in po vstajenju svojega edinorojenega sina dal vsem vernim upanje, da bodo vstali k novemu življenju. Amen. Nam živim naj odpusti grehe, vsem rajnim pa da delež večne luči in svoj pokoj. Amen. Verujemo, da je Kristus res vstal od mrtvih, naj z njim tudi živimo v večni sreči. Amen. To naj nam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Bogu hvala. Tvoja žalost, sveta mati, je presegla vse gori. Ko se dmeri ostri meči, so prebodli ti srci. So prebodli ti naročja bodo vzeli tvojo srečo, tvoj zaklad. Bodo tihi grob zaprli nad sladkostjo tvojih nad. Nad sladkostjo tvojih nad. Mati sama si ostala, njega niki bil je tvoj. Samo en spomin je zate, križ zapustil ti je svoj. Križ zapustil ti je svoj. Ker si toliko trpela, poveličal te je sin. Vsem trpečim si utolažba, mati svetih bolečin. Mati svetih bolečin. Pred letom dni smo bili zbrani prav tu in o premišljevanju tragične usode pobitih slovenskih mučencev vsaj podzavestno premišljevali tudi o bodočnosti naše države pod novo vlado, izvoljeno le nekaj dni prej. Romarjem v Kočevski Rog se razmišljanje o državi vedno prepleta z vprašanjem. Prvič, ali je ta država približek cilja pobitih, ki so se kot meščanstvo ali kot pripadniki vaških straž ali kot domobranska vojska zoperstavili nasilni spremembi družbenega reda, to je revoluciji. In drugič, ali je ta država približek cilja vseh tistih, ki smo na volitvah in plebiscitu leta 1990 brez nasilja končali obdobje nasilnega enoumja in državljanske vojne. Presojanje stanja države skozi ta vprašanja nam daje tudi izhodišče za današnji razmislek. Na čem temelji ta država?
Kaj nas kot njene državljane poenoti, ko gledamo na temeljna izhodišča, na katerih gradimo legitimnost našega pravnega reda, ki uravnava naše življenje? Pojem legitimnost namreč predpostavlja, da se glede izhodišč strinjamo, jih sprejemamo in potrjujemo s tako prevladujočo enotnostjo, kot smo se strinjali o slovenski državnosti, samostojnosti in evropski prihodnosti. Izhodišča so genetska zasnova naroda, ki nam, kakor pri posamezniku vest, oblikuje vrednostni sistem skupnosti in tako sposobnost presoje dobrega in zla, pravice in krivice, sprejemljivega in nesprejemljivega. Ko se vrednostni sistem podre, postanejo zadeve hkrati dobre in zle, hkrati pravične in krivične, hkrati sprejemljive in nesprejemljive. Tako podrtijo doživljamo danes v državi, ki je leta 1945 partija s krvavo revolucijo nasilno preoblikovala zgodovinski vrednostni sistem, a po letu 1990 ni sposobna oblikovati konsenza o odnosu do te revolucije in njenih sadov, ter o temeljnih vprašanjih in pogledih na nas same, na zgodovino in na bodočnost. Spet smo se zbrali v tej naravni katedrali, kot že tolikokrat, in se še bomo, da proslavimo in priznamo veličino, da se poklonimo življenju in obsodimo krivično smrt, da mrtvim po vsej Sloveniji ležečim v več kot 750 evidentiranih množičnih grobiščih izkažemo čast in da se jim zahvalimo za njihov zgled. Pred dobrimi 80 leti je našo domovino zadela najhujša nesreča, ki jo je v 1500 letih lahko doletela. Slovenci smo se znašli v svojevrstni situaciji. V okviru svetovne kataklizme, druge svetovne vojne, so nas od zunaj napadli in okupirali 3 sovražniki. Pred njimi smo se bili pripravljeni bojevati, kot smo to svojo odpornost uspešno izkazali večkrat v preteklih stoletjih. A leta 1941 nas je napadel še 4. sovražnik, ki se je kmalu začel izkazovati kot najhujši, ker je bil notranji, čeprav je po miselni zasnovi prihajal od zunaj. Da je bil ta najhujši, se je pokazalo že maja 1945, ko je v nekaj tednih pomoril 10 000 lastnih ljudi. Potem se je pa to izkazovalo skozi skoraj 5 desetletij in se izkazuje še danes. 3 sovražniki so okupirali našo zemljo med vojno dobra 4 leta. Domači sovražnik nas je pa okupiral 46 let. Ta je zmes evropskih in neevropskih evrazijskih tokov, tako kot so se med nami začeli javljati v revolucionarnem nasilju. Zunanje sovražnike smo po njih delih že 20 let prej poznali, predvsem na Primorskem in Koroškem. Italijanski fašizem in germanski nacizem sta nas hotela uničiti. Proti njima so se že po mesecu napada in zasedbe začele organizirati ilegalne odporniške skupine, ki jih je bilo vseh skupaj 9 in so bile vse demokratično nastrojene. Slovenski narod je bil tedaj, kljub normalnim razlikam, politično enoten v istem cilju. Priprava na oborožen odpor in končni izgon okupatorjev,
v soglasju z večjimi narodi, ki so bili prav tako napadeni in zasedeni, ko bodo okoliščine narekovale, da so večje akcije smotrne in da vsaj minimalno zagotavljajo končni namen. Komunistična partija Slovenije, četrti sovražnik, ki je do 22. junija 1941 soglašala z nacistično-komunistično kolaboracijo iz pakta Hitler-Stalin, torej tudi z okupacijo našega ozemlja, je pa po tem datumu v hipu obrnila plašč po vetru in preko od nje ustanovljene osvobodilne fronte oklicala totalen in takojšen oborožen odpor proti prvim trem na vsem slovenskem teritoriju. Naj spomnim, da je ustanovitev te partije pred nekaj tedni, to je letos, proslavljala sedanja slovenska vlada v Čebinah. Teda je ta partija klicala že prej napadeni enomilijonski slovenski narod, naj pomaga pravkar napadeni 200-milijonski Sovjetski zvezi. V tistem trenutku so bili okupatorji v največji vojaški moči in neprimerno večji narodi in države so ječale pod njihovimi škornji. Za Slovenijo je bil oklic totalnega in oboroženega odpora poziv k narodnemu samomoru. Komunistična partija Slovenije se je samo sebe proglasila za edino legitimno voditeljico tega odpora, vsakogar drugega, ki bi se mimo nje hotel bojevati proti okupatorju, pa proglasila za izdajalca. Istočasno so pa začeli z domačo revolucijo. Šlo je izključno samo za revolucijo. Govorjenje o domnevnem narodno-osvobodilnem boju ni nič drugega kot laž in varanje še danes, po skoraj 80 letih. Komunistični partiji je preko osvobodilne fronte šlo samo za prevrat in za dosego oblasti. Ker oblasti v mirnodobnem času po demokratični poti ni mogla doseči, je prišel prav najhujši trenutek slovenskega naroda, ko je v Kalnem uspelo ribariti in marsikaterega iskrenega Slovenca pregovoriti, da se jim je pridružil. Vsi imamo znance in morda celo sorodnike, ki so se na začetku iz domoljubja pridružili ali hoteli pridružiti osvobodilni fronti, a kmalu od znotraj spoznali njeno resnično naravo. Nekaterim je uspelo od nje odstopiti, drugim ne. Velika večina takih je pa desetletja pozneje z grenkobo ugotavljala, za 46 let totalitarne nesvobode se nismo bojevali. Bilo bi pa zdravo za našo družbo, če bi se ti oziroma njih potomci danes od tega javno in jasno distancirali. Revolucija je bila krvava kot malo kje po svetu. O likvidacijah ljudi, ki so se ji uprli, danes ni treba več argumentirati. Obstaja že dovolj napisanih publikacij o umorih in mučenih, ne samo izstopajočih osebnosti, temveč mož, žena, celo otrok, celih družin. Napisanega o tem je že dovolj, da je evidentiran slovenski razkol, ki ga je povzročila Komunistična partija Slovenije. Brez njene revolucije tudi proti revolucije ne bi bilo. Pred revolucijo in že nevzdržnim nasiljem je normalno nastopila obramba v silobranu. Alternativ ni bilo. Okupator se za vso morijo ni zmenil, kljub dolžnostim, ki jih je v tem po mednarodnem pravu imel. Ostalo je samo, ali prepustiti se domačim nasilnežem, kar bi pomenilo izginotje naroda in kulture ob že siceršnjem pritisku totalitarnih zunanjih okupatorjev, ali pa poskusiti samo obrambo s komaj razpoložljivimi sredstvi. Navadni ljudje so predvsem na podeželju z dovoljenjem italijanskega okupatorja začeli ustanavljati vaške straže, ki so se začeli množiti in uspešno braniti življenja in imetje. Kako je do tega prišlo, je tudi že znano in dokumentirano in ne bom ponavljal tukaj. Po kapitulaciji Italije septembra 1943 je nastala nova situacija. Italijanski okupator je izginil, partizani so od fašistov radi vzeli njihovo orožje. Nemški okupator je bil nevarnejši, a so se razmere spremenile toliko, da so njegove vojaške sile na svetovnih bojiščih že začele trpeti bistvene poraze.
zato ni bil sposoben ohraniti reda na svojem okupiranem ozemlju. Revolucionarno nasilje se je nadaljevalo in stopnjevalo, zato so se vaške straže preuredile v slovensko domobranstvo, ki je bilo ustanovljeno med oktobrom in novembrom 1943. leta, torej se letos spominjamo 80-letnice njegove ustanovitve. Objektivnega ocenjevalca ne smejo motiti okoliščine nastanka niti vaških straž, niti slovenskega domobranstva. Šlo je za trenutni stek različnih interesov med okupatorjema na eni strani in od Osvobodilne fronte napadenimi slovenskimi ljudmi na drugi. Okupatorje je šlo za lastne vojne interese, posebno nemškemu, ker je v tistem času, kot rečeno, njegova vojaška uspešnost na svetovnih bojiščih že jenjala. Napadenim slovenskim ljudem je šlo pa za najelementarnejši namen preživetja pred krvavimi napadimi lastnih, s tujo ideologijo okuženih ljudi. Da se pred revolucionarji in teroristi, ki te ubijajo in ropajo, uspešno braniš, moraš dobiti od nekod primerna sredstva. Orožje in denar po svojih učinkih nimata narodnosti. Orožje katerega koli izvora povzroči isti učinek. Slovensko domobranstvo je že ob nastanku nastopalo kot slovenska narodna vojska, kar se je izkazovalo v izključno slovenskem namenu njenega formiranja, ki je bil specifična obramba zgolj domačih interesov, v slovenskem imenu, v slovenskem pogovornem in poveljevalnem jeziku, v slovenskih znakih, slovenski zastavi in krajnskem deželnem grbu, v domobranskih pesmih, ki so še na razpolago, predvsem po ubojevanju zase na svoji zemlji. Izjeme so bili tisti Slovenci, ki so bili do okupatorja prisilno mobilizirani. Končno, na zasedanju Narodnega odbora za Slovenijo 3. maja 1945. leta so predstavniki vseh demokratičnih strank tedaj proglasili slovensko domobranstvo in še nekaj drugih bojnih formacij tudi formalno za slovensko narodno vojsko. V jedru so vaške straže in slovensko domobranstvo bili proti revolucija. Tega pojma komunistično zgodovinopisje ne uporablja. Tudi ne uporablja imena domobranstvo in se ga striktno izogiba. Beseda domobranec je v 80-ih letih bila namenoma razvrednotena. Mi jo hočemo ponovno ovrednotiti. V komunističnem zgodovinopisju še danes ponavljajo različne sramotilne vzdevke. Seveda, če bi omenjene pojme dovolilo, bi s tem priznavalo, da pri njih ni šlo za narodno-osvobodilni boj, temveč za revolucijo. Pri domobranstvu bi bil pa priznan namen obrambe doma v ožjem in širšem pomenu besede. Protirevolucija je bila revolucionarna in nevarna najprej zato, ker se je pojavila, a tudi zato, ker je bila na vojaškem področju uspešna. Potrebno jo je bilo torej čim prej mogoče in čim bolj radikalno onemogočiti, če ne, pa jo vsaj propagandno diskreditirati. Zato še danes uporabljajo besedo kolaboracija, tujko, ki je popolnoma kontaminirana. Človek je po naravi družbeno bitje, zato soživi in sodeluje z drugimi z najrazličnejšimi nameni. Med drugo svetovno vojno so za svoje vojne in politične cilje kolaborirali, sodelovali vsi z vsemi. Najprej Stalin in komunistične partije s Hitlerjem. Ko je za pakt zvedela idealistična komunistka Angela Vode in protestirala, so ji rekli, Stalin že ve, kaj dela. Potem so kolaborirali zahodni zavezniki s totalitarnim Stalinom. Titovi partizani so kolaborirali z imperialističnimi Britanci, da so od njih dobivali orožje. Obrnjeno je tudi Churchill dejal, da se je za zmago pripravljen povezovati, kolaborirati s hudičem iz najglobljega pekla. In se tudi je. So pa Britanci kolaborirali s Tretjim rajhom na Guernseyskih otokih, edino britansko ozemlje, ki je bilo od rajha okupirano. Po vojni je britanska vlada podelila več priznanj tamkajšnjim funkcionarjem, ker so s svojim delovanjem med okupacijo prebivalstvu prihranili dodatno trpljenje.
Danska je bila zasedena brez odpora, ter sta kralj in vlada ostala na oblasti. Iz Belgije je vlada emigrirala, kralj pa je po kapitulaciji ostal na svojem položaju. Na Holandskem je ostal neokrnen ves upravni aparat. Peklenska učenca Stalin in Tito sta rada kolaborirala s kapitalističnimi imperialisti, Britanci in Združenimi državami Amerike, da sta od njih dobivala pomoč, predvsem orožje. Partizani so na mnogo skritih načinov, kar se počasi razkriva in o čemer govori nešteto osebnih pričevanj, kolaborirali z Nemci in Italijani. S temi so na viden način rade volje kolaborirali, ko so fašistični topničari rušili Turjak. Pa je kolaboriral Tito s Stalinom, s katerim se je samo 3 leta po koncu vojne sprl na smrt in na Goli otok pošiljal proruske prejšnje tovariše. Pa spet je Tito kolaboriral s kraljevo jugoslovansko vlado v Londonu, dogovor Tito-Šubašič, in požrl dejstvo, da je dobro leto prej na drugem zasedanju Avnoja revolucionarno prekinil z njo vse stike in je odrekel vse pristojnosti. Tito je že vedel, kaj je delal. Pa nasprotni primer Draže Mihajloviča in njegovega takojšnjega odpora proti okupatorju. On se na noben način ni povezal z okupatorjem, pa je v koncu njega in njegove zadela ista obsodba kolaboracije in izdajstva kot naše domobrance, vojake Slovenske narodne vojske. Z naštevanjem bi lahko še nadaljevali. Medvojna kolaboracija med zahodnimi zavezniki in Stalinom se je pa kmalu po koncu vojne spremenila v skoraj polstoletno hladno vojno. Pa nekateri danes govorijo o pravi strani zgodovine. Kateri pravi strani? Vsi so za svoje interese kolaborirali z vsemi, le slovenski narod bi med tem svetovnim kolesjem ne smel iskati svojih legitimnih in najelementarnejših interesov za preživetje in bi se moral prepustiti ugonobiti od ene in druge strani. Pri vprašanju o sodelovanju je očitno, da je edino važno vprašanje, če je kdaj za zaščito najosnovnejših interesov neobhodno potrebno pristati na nezaželeno sodelovanje, ki predstavlja manjše zlo, se je treba vedno vprašati za cilj oziroma namen oziroma nagib tega sodelovanja. Ali tisti, ki še vedno trobijo o kolaboraciji, sploh vedo, kaj govorijo? Pač retorično vprašanje. Lažite, nekaj bo že ostalo. Komunistične partije ljudstvo ni zanimalo. Znana je bila njihova parola, žrtve morajo biti. Če gre za revolucijo, je menda tedaj bilo vse dovoljeno. Če gre proti njihovi revoluciji, je vse umazano in izdajalsko. Za Slovence in Slovenijo je tedaj edino pravo stran predstavljalo slovensko domobranstvo, ki je bila Slovenska narodna vojska. Pri domobrancih je šlo striktno in izključno za lastne, domače in narodne interese in nič drugega. Mednarodni splet dogodkov, odnosi med zavezniki, silnice, ki so delovale, odločitve pred in med Jalto in po njej, so povzročili, da so slovenski narodni in državni interesi, sicer doma vojaško uspešni, ostali iznakaženi na najbolj brutalen način, za kar so poskrbeli domači revolucionari s komunistično partijo na čelu, komunistični internacionalizem in nekateri drugi mednarodni interesi, ki so se izkazovali bodisi s svojo kratkovidnostjo, bodisi s perverznostjo, kar ima po svojih posledicah iste učinke. Ti učinki so se pa pokazali nekateri takoj s sramotno britansko izdajo in predajo Slovenske narodne vojske revolucionarjem in sledečimi množičnimi poboji. Oboroženih niso mogli premagati, znesli so se pa, kot vedno, nad neoboroženimi. Drugi učinki so se izkazovali skozi 46 let totalitarnega enopartijskega sistema, brez najosnovnejših človekovih pravic in svoboščin. Končno se pa izkazujejo tudi v njegovih ostalinah, ki se kažejo še danes in jih doživljamo vsak dan, med drugim, na primer, v dogajanju okoli RTV Slovenija.
Kaže se pa to tudi v spremenjenem slovenskem narodnem značaju, ki ga opažajo tisti Slovenci, ki so dalj časa ali celo dober del svojega življenja preživeli v tujini. Že 8. novembra 1941. leta je Komunistična partija Slovenije preko Osvobodilne fronte objavila temeljne točke, med katerimi se točka 4 glasi, citiram, z osvobodilno akcijo in aktivacijo slovenskih množic preoblikuje Osvobodilna fronta slovenski narodni značaj. Konec citata. Če ji je to do danes uspelo ali ne, je lahko predmet razmisleka. Pa se nekateri še vedno sprašujejo, zakaj se pri nas stvari tako počasi spreminjajo. Pa tudi obstaja trditev, in jo večkrat slišimo, da mlajših generacij vse to ne zanima. Seveda, ker se o vsem tem menda ne sme govoriti, najmanj v šolah. Očitno je, da je slovenska družba danes še vedno hudo ranjena. Tragedija, ki se je zgrnila nad nami kljub poštenim naporom, da bi jo preprečili, pa ni bila sad kake naravne kataklizme, temveč človeške podlosti, ki je bila sad delovanja nekaterih ljudi in združb z imenom in priimkom. To je treba poudariti. A da bo jasno, osebno je bilo že vse gorje z nadnaravno pomočjo odpuščeno. Osebnih krivcev tudi danes ni več. Vendar iz nadnaravnega, družbenega, državnega vidika ne more biti vse kar tako pozabljeno, kot da se ni nič zgodilo. Nenehno spominjanje na to ni nikakršna maščevalnost, kot zlohotno ponavljajo sejalci megle v službi nekdanjih krvnikov. Nerazčiščena preteklost bremeni sedanjost in ji onemogoča zdravo pot naprej. O tem govori psihološka stroka. Slovenski genocid, ki se ga danes še na tem mestu formalno spominjamo, je zadnja etapa revolucionarne tragedije. Kot njena posledica je cela naša država eno samo pokopališče in mi živimo v njem. Naša zemlja nosi v sebi zemske ostanke 10 tisočev različnih narodnosti, ki so bili vsi žrtve iste revolucije. Ne glede na pietetno razpoloženje do vseh, se mi posebej spominjamo pobitih domobrancev, pripadnikov Slovenske narodne vojske. Ti so neprestano med nami in jim izkazujemo čast in zahvalo. Razkorpljeni po slovenski zemlji nenehno kličejo Božji blagoslov nanjo in na nas, da vztrajamo, da se še bolj utrdi naš pogum in da prikličemo na dan pravico, ki jo že 80 leti terja naš dom. Dolžni smo pa nepokopanim, poleg spomina in skrbi, da se kaj takega nikoli ne ponovi, tudi najelementarnejše. Raziskati je treba vsa grozodejstva, preiskati okoliščine nasilne smrti, s tem pa evidentirati žrtve, sicer bi ostale zamolčane, neobstoječe, torej neosebe. Po uradni dolžnosti mora država žrtvam izdati mrliške liste, mora jim nameniti spoštljiva grobišča, končno pa vrniti jim dobro ime. Klicati in trkati moramo na narodno in državno zavest in vest ter neprestano opominjati. Na temelju zločina nad slovenskim narodom ni mogoče dolgotrajno sožitje, kar se očitno izkazuje danes. Ni dovolj samo farizejsko obžalovanje. Naravnost perverzna je floskula, obsojamo med vojnim in povojnem poboje, a to pustimo preteklosti in zgodovini in se s tem danes ne obremenjujemo. Strašna preteklost nas sama po sebi še danes bistveno obremenjuje, tudi če bi tega ne hoteli. Naše današnje življenje temelji na uradni laži. Na laži se pa ne da graditi nič skupnega. Nujno jo moramo še naprej in do konca razkrinkavati. Ob koncu tega razmišljanja pa dovolite, da se na poenostavljen način spomnim črtice Kosta in posebne sorte iz ciklusa Podobe iz Sajn pisatelja Ivana Cankarja, ki jo je napisal med Prvo svetovno vojno. V njej govori o posebnem kostanju, ki je rasel v zeleni samoti zunaj naselja. Vsi so ga hodili gledati, ker je bil čudo svojega plemena. Začel je brsteti že zgodaj v marcu,
Prve dni maja pa je že v svoji razkošni radodarnosti trosil belo cvetje vse naokoli in ga trosil še potem, ko ga drugi že niso več imeli. Jeseni, junak med junaki, se on še zmenil ni za sever in za mraz. Njegovo listje je ostalo temno zeleno košato. Kdor je kdaj sedel pod tistim kostanjem, je bil mlad. Prišel je poln skrbi in hudih misli, odšel pa z vedrim obrazom. Vsak posamezen list je bil znamenjem moči, dobrote in vire. In od vsakega izmed njih je v svetlih kapljah rosila ljubezen. Nekoč se je stari vaščanki Marjeti sanjalo, da je ta kostaj mahoma postal ves zlat. Listi in žuželke so se lesketali v soncu kakor cekini. Sredi noči se je vzdramila in se zamislila v svoje sanje. Tako je vstala, vzela rovnico in motiko, šla do kostanja in začela pod njim kopati. Kopala je in kopala do ranega jutra. Ko je zasvetila jutranja zarja, kot še nikoli tako, je žena zavpila na ves glas, pustila rovnico in motiko in brez uma tekla proti vasi. Brez sape je komaj pritekla do ljudi in pričakala vse. Brez besed so šli za njo moški, ženske in otroci in se ustavili ob razkopani zemlji pod kostanjem. Med mogočnimi koreninami, ki so se vile na vse strani, so se kopičile same človeške lobanije. Druge kosti so bile vse v križem razmetane. Bilo jih je toliko, da se jih ni dalo prešteti. Če bi kopali še dalje in globlje, bi morda razgrnili tako pokopališče, da ga na svetu še ni bilo. Vsi so gledali, bledi in onemeli. Ko so se pa vračali, je starejši mož rekel: zdaj se je izkazalo, od kod ta moč, ta ljubezen in ta mladost. Spoštovani, dragi, naj zaključim, a bom to storil s istimi besedami, s katerimi pisatelj Cankar zaključuje svojo črtvico, ko pravi: oj, prijatelji, ljubi moji, to nam bodo še cveteli kostanji.